da je verjetno epidemija v tem stanju, v katerem smo, pravzaprav blizu svojega tistega konca, kar pomeni, to zimsko sezono bomo pravzaprav vzpostavili tisti prvi odnos z novim virusom, kajti imeli smo nov virus in populacija vzpostavi odnos z virusom takrat, ko velika večina ljudi pride v stik bodisi neposredno z virusom ali pa z delčkom virusa, ki mu rečemo cepivo. Torej, seveda je neprimerno bolj varno priti v ta stik z delčkom virusa, ki mu rečemo cepivo, kajti priti v stik z novim virusom pomeni toliko in toliko tveganja za težek potek ali pa celo za smrt, medtem ko priti v stik z delčkom virusa, ki mu rečemo cepivo, je pa to tveganje bistveno manjše. Ampak v vsakem primeru se je zdaj pojavila nova različica virusa, ki se je reče delta, in ta virusna različica je toliko bolj nalezljiva, da nam enostavno, ne glede na to, kako bomo precepljeni, da bomo praktično vsi prišli bodisi preko cepljenja ali pa preko virusa v stik z virusom, in to pomeni, da se tista prva zgodba našega srečanja z virusom in populacijo na nek način zaključi. Se pravi, to pomeni, da bo velika večina populacije imela celični imunski odziv proti temu virusu, da velika večina populacije, ne glede na to, katere različice bodo še sledile, ne bo imela hujših zbolevanj. In to je ravno ta dobra novica, da nas bo delta za svojo nalezljivostjo pravzaprav primorala kot populacijo do tega, da bomo nekako to prvo zgodbo z novim virusom, ki se vedno konča z tem, da virus postane endemski in da bo krožil potem v populaciji, da se bo ta prvi del zgodbe zaključil. Zdaj, zakaj je delta tako nalezljiva? Enostavno zato, ker se virus neprimerno bolj razmnožuje na dihalni sluznici. Zaradi tega velikega razmnoževanja ga je okrog 1000-krat večja koncentracija na sluznici kot sicer pri originalnem wuhanskem virusu. Zaradi tega hitrega razmnoževanja so klinični znaki po stiku z virusom hitrejši nastanejo, že po 4-5 dneh nastanejo klinični znaki, in seveda zaradi te ogromne koncentracije virusa v sluzi, potem tudi zelo drobni aerosolni delci vsebujejo toliko virusa, da pravzaprav zelo hitro okužijo druge ljudi. Kar pomeni, da vsi tisti kriteriji, ki smo jih imeli pri wuhanski različici, ko smo rekli do 15 minut v istem prostoru, ni problem, vsi ti kriteriji več ne veljajo. Že po nekaj minutah, ko človek vdahne tudi te najbolj drobne aerosolne delce, je v njih dovolj velika koncentracija virusov, da se lahko okužimo. To je povezano tudi z tem, da bolezen poteka težje, kajti bolezen poteka v odvisnosti od količine virusa, ki pride v pljuča, in pri takem velikem razmnoževanju virusa se seveda ta količina, ki povzroči tisto usodno vnetje, hitrejš naredi, in zaradi tega ima človek, ki se okuži, večjo možnost, da pride potem v bolnišnico, kot je bilo že nekajkrat rečeno v preteklih dneh. Torej, kot sem rekel, imamo seveda možnost, da pridemo v stik z delto, bomo v vsakem primeru prišli, če se cepimo ali če se ne cepimo. Samo veliko bolj varno je priti v stik z delto potem, ko smo cepljeni, ker si ustvarimo toliko protitelesnega in pa tudi te celičnega odziva,
da potem, ko bomo prišli v stik z delto tega, to sezono, če smo zdaj cepljeni, v glavnem ne bomo niti opazili. Si bomo pa tudi tisti, ki smo cepljeni, zgradili dodaten imunski odziv, ki nas bo potem ščitil še naprej. Seveda se pojavljajo nekako namigi, da se nekako imunski odziv oblikuje boljši, če smo naravno okuženi. To moramo razdeliti te primerjave moramo razdeliti v dve kategoriji. Eno je protitelesni odziv, to je tisti odziv, ko se naredijo protitelesa, ta pridejo v kri, v sluznico in nas ščitijo pred tem, da se virus naseli na sluznici in da ne prenašamo okužbe naprej. Kar se tega odziva tiče, so cepiva še vedno neprimerno boljša kot pa naravna okužba. Torej, človek, ki je cepljen, je veliko boljši, kar se tiče neprenašanja virusa na drugega človeka, se pravi, bolj varen epidemiološko, kot pa človek, ki je samo prebolel okužbo. Je pa res, da se po cepljenju po 4-5 mesecih, kar je popolnoma naravno, da se, če ne potrebujemo protiteles, se ta protitelesa začnejo manjšati. V kostnem mozgu še vedno ostanejo spominske celice, ki v 2 do 3 dneh naredijo zaščitno koncentracijo protiteles, ampak po nekaj mesecih nismo več tako odporni na to, da ne bi virus, ki ga dobimo na sluznico, da se ta ne bi na sluznici razmnožil in bi ga prenesli naprej.